spoštovane zaveznice izvirne besede in drugi. Dobrodošli znova v Besedi tedna. Ste že kdaj nekomu rekli, da ima prav, a da pravici navkljub dela narobe? Ste se že kdaj z nekom povsem strinjali, a ste se kljub temu z njim ali z njo morali raziti? Ljudje se običajno razidejo, ker se v nečem ne strinjajo. Žena se ne strinja z moževim številom ljubic, trener se ne strinja z dosojeno 11-metrovko, šef se ne strinja s številom oddelanih ur. V preteklem tednu pa se je prvič zgodilo, da so se ljudje razšli, kljub temu, da se v osnovi strinjajo. Na naši katedri za ad hoc besedotvorje, kjer živimo ravno za take primere, smo hitro prišli na dan z novim izrazom. Razstrinjanje. Naša nova beseda tedna. Ko se z nekom strinjaš, a se mu oziroma njej vseeno zahvališ za sodelovanje. Seveda govorimo o nedavnem incidentu na Kongresnem trgu in posledicah, ki jih je ta imel na sedežni red v kabinetu predsednice Pirc Musar. Če razstrinjanju sledi še izjava, da je bil razhod sporazumen, kasneje pa se izkaže, da temu ni bilo tako, potem pravimo, da gre tu za posebno obliko sarkazma, ki mu rečemo musarkazem. Nekateri so opozarjali, da je pravi začetnik koncepta razstrinjanja pravzaprav Anže Logar, ki naj bi se na podoben način razšel svojo matično stranko. A pri tem gre v resnici za drug fenomen, kjer se nekdo samo pretvarja, da se je z nekom razšel. Tako politično uprizarjanje s tujko poimenujemo platformans. Ja, drage moje, v življenju se lahko strinjamo, lahko se ne strinjamo, lahko se pa tudi razstrinjamo, kar je bila naša tokratna beseda tedna.